Nič se ne bojte, umili bomo prav, vete? To bo malo mrzlo, ker je alkohol. Večina ljudi pomisli na bolnišnico šele takrat, ko mora na zdravljenje. O bolnišnici pa ljudje vedo, da tam delajo zdravniki, specialisti in medicinske sestre, ki so organizirani v oddelke, kot kirurški, interni, ginekološki. Večina pa ne ve, da dela v sodobni bolnišnici vrsta medicinskih in nemedicinskih strokovnjakov, ki sodelujejo pri zdravljenju s tako imenovanimi klasičnimi specialisti, kot na primer splošnimi kirurgi, internisti, ginekologi in tako dalje. Ti ozko specializirani strokovnjaki lahko v določeni fazi obolenja terapijo tudi vodijo. Tako lahko danes trdimo, da praviloma nobenega bolnika ne zdravi en sam zdravnik, pa četudi je specialist, ampak bolnike zdravi vedno tim strokovnjakov, ki je sestavljen glede na bolnikovo bolezen. Tim tvori skupina enakopravnih strokovnjakov specialistov. Ena mlajših medicinskih specialnosti, ki se je razvila tudi pri nas in je danes nepogrešljiv člen tima pri operativnem zdravljenju in v intenzivni medicini, je anesteziologija z intenzivno terapijo. Že ime pove, glavni namen te medicinske stroke je bolnika spraviti v takšno stanje, da ne občuti bolečine pri operativnem posegu. Sodobna anesteziologija je vsekakor neprecenljiva pomoč nam kirurgom in nam omogoča posege, ki si jih naprimer pred 20-25 leti nismo mogli zamisliti. Pomislimo samo na operacije na srcu, transplantacije organov, potem operacije pri starejših pacientih z raznimi organskimi okvarami, bodisi na srcu, pljučih, ledvicah, jetrih, pri katerih prej sploh nismo smeli pomisliti na večje operacije, ker je bil riziko mortalitete prevelik. Problem, kako preprečiti bolečino, je tako star kot človeški rod. V starih časih so uporabljali razne napoje, ki so vsebovali alkohol in razne droge, recimo mandragoro, vendar je učinek teh sredstev bil zelo nesiguren, včasih pa celo nevaren. Šele ko so pred približno 130 leti uporabili N2O in takoj zatem eter in kloroform, so prvič uspešno obvladali bolečino pri operaciji. Zanimivo je, da takrat razvoja anestezije ni oviralo le neznanje, temveč tudi nazor, saj so celo nekateri kirurgi trdili, da bi operacija izvršena brez bolečin ne imela zdravilnega učinka. Pred 300 leti pa so na grmadi sežgali žensko, ki je želela roditi brez bolečine. Dober dan. Spoznali so se včeraj, upam, da ste dobro spali. Sem, ja. Kako se pa počutite? Še kar dobro. V glavnem sem vam povedala, kako bo potekala cela stvar pred operacijo, zdaj boste pa videli, ne? Prvo vam bomo tam potem... Roče na štinu, tam zmerno tlak. Potem dobite injekcijo, bolel bo samo kratek vbod, vstavili bomo eno iglico, ki ima poseben nastavek, zaspala boste v trenutku. Aha. Zdaj samo predpriprava. Med tem časom, ko vam bo tehnik pripravljal zamerjanje pritiska in stavil tisto iglico, boste dobila na obraz masko s kisikom, dihala boste, pridno boste zaspala, pa vam bomo povedali, ne? Bati se ni treba ničesar. Vsa stvar ni nič boleča. V redu, zdaj boste pa vstavili olavsonko. Zdaj pride edino boleči trenutek pred operacijo. To je vbod. Stisnite pest. Takole, zdaj bomo pa začeli dihati. Predno boste zaspala, bomo povedali. Usta imite zaprte, bodite popolnoma mirna, dihati pa skozi nos. Spustite pest. Kar lepo dihati.
Lepo poteka. Razvoj sodobne anestezije je bil vezan na razvoj bioloških in tehničnih znanosti in šele takrat, ko so te vede dosegle določeno stopnjo, je lahko napredovala tudi anestezija. Bistveno spoznanje za razvoj stroke je bilo, da bolečine in zavesti ne moremo eliminirati, ne da bi vplivali na dihanje in krvni obtok. S tem se je pričelo obdobje študija fiziologije dihanja, metod umetnega dihanja in tehnične izpopolnitve naprav za mehanično dihanje. Paralelno temu so potekale farmakološke študije in tako je v zadnjih 50 letih iz vseh teh naporov zrasla nova veja medicine. Vsekakor je pa sodelovanje anestezistov in kirurgov danes tipičen primer timskega dela v medicini. Prvi stik med anesteziologom in bolnikom je torej v anesteziološki ordinaciji. Tovariš Šentjurc, jaz sem doktor Jeretin. Moja naloga je, da vas jutri anesteziram. Preden se bom pa lahko odločil za vrsto anestezije, ki bi jo dobili, vas bi pregledal in pa vprašal nekaj vprašanj. Ja. Kot vidim iz popisa bolezni, ste stari 69 let in boste operirani na žolčniku. Ali ste že kdaj bili operirani? Ne, še nisem nikdar bil operiran. Nikdar. Nikdar. A je kdo od vaših svojcev bil operiran? Ja, In kako je šlo? brat. Brat. Potem vidim, da imate nekaj tudi na srcu. Vi ste imeli infarkt. Ja, pred 3 leti sem imel močni srčni infarkt in sem se zdravil v Mariboru. No, kot vidim, iz popisa in vseh iz pregleda ni nobene kontraindikacije za anestezijo. Vi ste sicer nekaj imate s srcem, vendar to dan danes ne pomeni nobene komplikacije, tako da bo anestezija potekala čisto normalno. Dobili boste zvečer nekaj za spat, nato boste zjutraj dobili v sobi še eno injekcijo in ko pridete v operacijsko sobo, bomo anestezijo začeli z injekcijo v žilo. Nato boste zaspali in ne boste ničesar več čutili. Sestra, jutri je na programu tovariš Šentjurc Silvo prediranje za holecystektomijo. Ja. A tam običajno pri medikaciji? Ja, zvečer danes bi dali Nembutal 100 mg per os, jutri zjutraj ob 7 pa Petantin 100 mg pa 0,5 atropina. Kako ste spali po noči? Hvala lepa, odlično. No, zdaj bomo pritrdili elektrode od našega EKG aparata, vete, tako da teko operacije lahko gledamo srčno akcijo, ne? Ja, Dobre, hvala lepa. prosim. Dobili boste masko s čistim zrakom, kisikom, ne? Lepo globoko, počasi dihati. Sestre pa to dala tam mamilo. Lepo dihati, globoko, počasi. Ja, prosim, počasi dejati, ne? Tako, globoko, počasi dihati, ja? Globoko dihati, ja? Dihati, ja? Nič vas ne moti, ne? Vitalne funkcije pacijenta so v redu, kar začnite.
Kot za vsako operacijo tudi smo danes na anestezijskem listu napisali ves potek operativnega posega in anestezijskega posega, tako da smo, tu so zgoraj ure, tu so pa napisani plini, katere smo dejali, kisik, oksidul, potem zdravila in praktično točno obeležimo v kateri minuti, v katerem času, pa damo vsako zdravilo. Tu z desne strani pa smo z številkami zabeležili, recimo pod številko 1 uvedli smo venozni kateter, tu pa spet pišemo čas, kdaj je dano. Tu pa dol je obeležen v celem operativnem posegu pritisk, koliko je pritiska bilo, z rdečo barvo pa je zabeležen puls. Čisto spodaj smo zabeležili dihanje, kakšno je bilo, tako da z krogi je obeleženo spontano dihanje, potem z cik-cak linijo smo označili dihanje, pravzaprav umetno ventilacijo pacijenta v teku operativnega posega. Tu spodaj pa zabeležimo tehniko anestezije, glavne izvide, katere imamo, ter čisto na koncu zabeležimo kakšne tekočine ali eventualno kri, katero dajemo v teku operacije. Z druge strani pa anesteziolog, kateri anestezira, napiše, pravzaprav predlaga zdravniku anesteziologu na oddelku za intenzivno nego postoperativno terapijo in tisto, katero zahteva ali prosi, da se dela s pacijentom. Tako recimo zabeležili smo, rabimo kontrolo pritiska, dihanja, takoj posneti EKG, dati zdravila za bolečine, poklicati laboratorij in določiti takoj postoperativne krvne izvide in tak naprej. Operacija je končana, v celom teku operacije pacient je lepo prenesel vse, nobenih krvavitev, glede preležanega infarkta. Na EKG monitorju nismo zasledili nobene patološke spremembe, ampak smo po operaciji planski odločili, da pacijenta damo na respirator. Pacijent se še vedno ni razbudil, ampak v vsakem momentu pričakujemo, da bo. No, zdaj vas lepo prosim, glede terapije. Mislim, ker je bil odprt duodenum, bi vseeno dali reverin. Reverin, da damo. Kot ponovadi, 275 mg. Ja, dobro je. No, mi smo tudi dali takeno terapijo, malo infuzije, ter analgetika po potrebi, tudi glede njegove sladkorne bolezni. Vete, mi smo takoj se poklicali laboratorij, smo vzeli kri za analizo sladkorja, acidobaznega ravnovesja ter hemograma, tako zdaj, ko dobimo izvide, bomo vas tudi obvestili. Drugače pacijent je zaenkrat čisto v redu. Dolgo trajala operacija, trajala, ker je bilo komplicirano. Praktično okrog 3,5 ure je trajala z našo pripravo. Zdaj ste bil operiran, vse je dobro šlo, primarij je bil prej tudi tu. Ja, ste ga slišali, a vas je kaj bolelo? Ja, tako malo ne, dosti ne. Dosti ne, zdaj mislim, po operaciji vas je bolelo. Ja, zdaj. Od operaciji pa nič ne veste. Ste lepo zaspali, fino spali. Jasno. Dobro.
No, bo se še zdaj malo, kaj? Ja. No, fino. Povsod po svetu anesteziologi testirajo pljučne funkcije. Kjer je anestezistov dovolj, so razširili študije tudi na zdrave ljudi in športnike. Edukacija je važna funkcija oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo, zato potekajo redni sestanki pred začetkom dela in v operacijskih prostorih. Oddelek za intenzivno terapijo bolnikov v kritičnem stanju je namenjen vsem tistim bolnikom, operiranim kot neoperiranim, pri katerih je ogrožena ena ali več življenjskih funkcij, kot na primer dihanje, cirkulacija, ledvična funkcija in tako dalje. Oddelek je opremljen z aparati za nadzor in vzdrževanje teh funkcij in omogoča s svojo opremo in osebjem hitro diagnostiko kot tudi terapijo. Na oddelku je noč in dan prisoten zdravnik anesteziolog. Oddelek za intenzivno nego je pravzaprav tisto, kar si danes ljudje predstavljajo šok soba. Vsak si predstavlja potem, da je to oddelek, kjer ljudje umirajo. To pa ni res. K nam prihajajo ljudje takoj po operaciji, kjer jim pomagamo in se nahajajo pri nas nekaj ur ali pa tudi nekaj dni, dokler niso toliko sposobni, da se potem vrnejo nazaj na oddelek, iz katerega so prišli k nam. Naša naloga je, da jim pomagamo, da se čim prej vrnejo nazaj tja, od kamor so prišli, to se pravi v svoje okolje, med svoje ljudi. Vse delo se kritično obravnava na takozvanih konferencah, kjer analiziramo od minute do minute ves potek zdravljenja. Pred 3 meseci je prebolel infarkt, prvi napad oziroma prva ataka pa je bila pred 3 leti. Odločila sem se za splošno anestezijo v neurolept analgeziji, zaradi tega pač, ker je splošno znano, da je taki potek anestezije omogoča bolniku najbolj cirkulatorno stabilne pogoje. Kdo od vas bi se v isti situaciji odločil za isto vrsto anestezije? Dihati globoko. Tako.